Dan, lep pozdrav vsem. Pozdravljam predsednika. To je v redu. Dobar dan. Dobar dan, gospe in gospodje. Gospod minister, gospod župan, poveljnik civilne zaščite, njegovi sodelavci in zlasti ve, spoštovane gospe in spoštovani gospodje. Pa veste, da bomo resno odhodili? Samo boste imeli polke od tega. Dobar dan, lep pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, spoštovani predsednik Republike Slovenije. V veliko čast mi je, da se vas danes spoznala. Lepo dobrodošli pri nas v Trbovljah, v domu upokojencev, kjer sem redna gostja. A veste to? Mi dnevno jemljamo breze, jaz sem bolj se zaponiram prekužno. Dobar dan, lep pozdrav. Jaz bi izkoristil to priložnost, seveda, da se zahvalim najprej predsedniku za njegov obisk v regiji, za podporo, ki jo s tem nudi tako tistim, ki sodelujemo pri tem procesu vzdrževanja nekega tako toliko normalnega stanja, kot seveda vsem tistim, ki so ali preboleli, ali prebolevajo, ali pa se bom rekel, na druge načine varujejo. Tako da želim, da bi seveda ta stvar se čim prej zaključila, da bi tudi uredili to famo okrog cepljenja različnih struktur, kar bo verjetno tudi predsednik kaj je rekel na to temo, ker smo na tem srečanju, ki smo ga imeli pred dobro uro z člani štaba regijskega in drugimi, slišali kar nekaj pripomb na to tematiko. Jaz upam, da bomo čim prej kot kritična infrastruktura na vrsti in da bomo to stvar opravili v čim večjem številu. Prepričan sem, da bodo vsi pripadniki ali pa da bo večina pripadnikov teh struktur zaščite in reševanja se odločila za cepljenje in s tem tudi pokazala ostalim, da je to stvar, ki je pomembna, da zaključimo to našo agonijo, ki traja že dobro leto dni. Hvala lepa.
Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. V Zasavju smo izjemno počaščeni, da danes gostimo na delovnem obisku med nami gospoda predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Delovno srečanje je bilo namenjeno pregledu aktivnosti in dejavnosti v COVID obdobju, torej v enoletnem obdobju, ki je bilo za vse nas popolnoma drugačno. Naj rečem, da so vse aktivnosti z področja zaščite, reševanja in pomoči potrebnim bile prikazano sistemsko, sistematično. Predstavniki različnih inštitucij so podali svoja mnenja in mislim oziroma ocenjujem, da je bilo to srečanje izjemno konstruktivno. V nadaljevanju si je gospod predsednik s sodelavci ogledal tudi prenovljeni gasilski dom Trboveljski, v katerem se nahaja najsodobnejša tehnologija in pa posodobljen vozni park za intervencije. Predsednik Republike je obiskal tudi dom starejših občanov Franca Salamona v Trbovljah in potem ob zaključku tudi zdravstveni dom in splošno bolnišnico Trbovlje, ker se je sestal z zaposlenimi in vodilnimi v teh dveh inštitucijah. Naj ob koncu še enkrat se iskreno zahvalim v imenu vseh zasavskih županov predsedniku gospodu Pahorju za njegov obisk. Mislim, da je vse to, kar je danes bilo izraženo, velika moralna podpora delu vseh inštitucij, delu osebja doma starejših občanov in mu kličem srečno iz Zasavja, srečno iz Trbovelj in res iskrena hvala še enkrat za njegov obisk. Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Tudi obisk v Zasavju sem izkoristil najprej in predvsem zato, da sem se zahvalil vsem poklicnim in prostovoljnim enotam, ki so v zadnjem letu profesionalno, predano, srčno, z veliko mero dobrote pomagale, da smo uspešno premagovali to zdravstveno krizo. Prav tako sem zelo pozorno prisluhnil njihovim izkušnjam, ki so si jih nabrali v tem letu, in opozorilom, ki so jih dali pred začetkom tretjega vala. Ta opozorila so povezana predvsem z strategijo cepljenja, o kateri bom s pristojnimi v Ljubljani spregovoril v prihodnjih dneh. Mislim, da je zelo pomembno, da velika večina ljudi želi biti cepljena, želi si, da bi to potekalo na en tak urejen način, da ne bi prihajalo do zapletov ali do nesporazumov, ker to po njihovem mnenju samo povečuje morebitno nezaupanje do tega seveda prelomnega trenutka za rešitev naše zdravstvene krize. Ob tem naj dodam sledeče. Mi smo imeli sredi tega meseca srečanje vodij parlamentarnih strank, vodij poslanskih skupin v Državnem zboru, ministra za zdravje in njegove posvetovalne strokovne skupine v zvezi z izhodno strategijo iz epidemije COVID-19. Vsi smo ocenili srečanje za koristno in tudi po nasvetu strokovne skupine sprejeli odločitev, da se srečamo v prihodnjem mesecu. Jaz sem se glede tega včeraj pogovarjal z dr. Logarjevo, vodjo strokovne skupine, in jo povprašal za nasvet, kdaj bi bilo najprimerneje imeti tak sestanek s pričo epidemičnih razmer te dni v Sloveniji in v zvezi z pričakovanji glede tega. Svetovala mi je, da se odločimo za 7. april in to odločitev sem v tem smislu tudi sprejel. Tako bom v naslednjih dneh povabil vodje parlamentarnih strank, vodje poslanskih skupin v Državnem zboru
ministra za zdravje in seveda strokovno skupino dr. Logarjeve, da se znova sestanemo na Brdu pri Kranju 7. aprila, da se posvetujemo o razmerah, ki jim bomo priče, domnevam iz pogovorov z poznavalci, da bomo tam sredi 3. vala in da bo to terjalo nek skupen premislek. Skupen tudi političen, ne samo strokoven premislek o ukrepanju, da bomo upoštevali vse dosedanje izkušnje, dobre in slabe, prisluhnili ljudem, ki se na terenu soočajo z problemi in jih tudi uspešno naslovili. Veste za mojo oceno, da razlike v politiki ustvarjajo neko razpoloženje, ki ni najboljša popotnica za reševanje te krize, da je nekaj več enotnosti, nekaj več sodelovanja, če ne enotnosti, vedno dobrodošlo za to, da se ti problemi, ki so povezani z zdravstveno krizo in okrevanjem po njem, lažje rešujejo. V tem smislu z nekim optimizmom gledam tudi na srečanje, torej 7. aprila in upam, da bo v tem smislu koristno. Kakšno vprašanje? Gospod predsednik, najprej glede cepljenja gasilcev, vi podpirate v tem prizadevanju, gasilci, reševalci, civilna zaščita jih podpirate? Glejte, zato imamo strokovno skupino pri ministru za zdravje in posebno strokovno skupino za cepljenje. Imamo državnega sekretarja, ki skrbi za strategijo. Prav gotovo bom vse obvestil o svojih vtisih, ki sem jih dobil tudi iz današnjih pogovorov. To je 11. srečanje za štabom civilne zaščite v določeni regiji. Če smo na začetku leta šele ugibali, kako bo cepljenje potekalo, imamo danes z njim že prve izkušnje, dobre in slabe, in o nekaterih nasvetih, ki sem jih danes dobil, bom nemudoma obvestil za to pristojne. Mislim, da bo to samo prispevalo k temu, da bo ta postopek predvidljiv, da bodo ljudje vedeli približno, kdaj bodo prišli na vrsto, da bodo takrat na vrsto tudi prišli, da bo cepljenje opravljeno skladno z pričakovanji ljudi in stroke, da bo to brezhibno. To bo samo povečalo zaupanje ljudi v cepljenje sploh. Čim prej bomo presegli precepljenost, obstaja veliko upanje, bomo tudi rešili probleme, ki so nastali za epidemijo COVID-19. Tako da moji obiski ne ostanejo neopaženi, jaz sem stalno v kontaktu z pristojnimi, povem za svoje vtise in imajo ponavadi tudi nek učinek. Sami ste omenili, prizadevate si za sodelovanje v politiki. Vemo, zdaj aktualne zadeve so malo razkola, na eni strani malo užaljena komunikacija z ene in druge strani, SLC pravi svoje, desni pravi svoje interpelacije. Kako mogoče ti aktualne zadnje? Glejte, letos bomo imeli 30. obletnico ustanovitve lastne države. Vedno, ko imam priložnost, povem, da tudi takrat, ko smo ustanavljali lastno državo, politika ni bila enotna čez noč in ni bila ta enotnost trajna dobrina. Zanjo se je bilo potrebno prizadevati. Tudi glede tega zelo prelomnega časa so bile razlike v pogledih in prav zaradi razlik je bilo sodelovanje. Sodelovanje in enotnost takrat nista bili zaradi tega, ker ne bi bilo političnih razlik in razhajanj. Ampak takrat je bilo dovolj politične volje in dovolj znanja, da to sodelovanje je bilo in je prevladalo pri najbolj ključni zadevi tistega časa. In tudi sedaj, jaz ne kličem k sodelovanju in enotnosti o vseh vprašanjih. O nekaterih za našo državo sodelovanje ali pa enotnost nista bistveni in usodni. Pri soočenju z epidemijo pa je to, se mi zdi, izjemnega, ključnega, prelomnega pomena. In samo za to vprašanje predlagam, da zberemo toliko politične volje in moči, da sodelujemo, kolikor je to mogoče. Vem, da so številni mostovi zaupanja porušeni, ampak mi smo vsi skupaj odgovorni za zdravje ljudi in za okrevanje naše države po koncu epidemije. In v tem smislu si želim, da bi se zgradile vsaj za konec te epidemije te prepotrebne brvi, da nekako to zaupanje zgradimo, da sodelujemo skupaj pri izhodni strategiji iz
epidemije, ker se mi zdi, da bo to ustvarilo tudi neko splošno razpoloženje zaupanja, moči, strpnosti, ene samozavesti, da ja, to bomo zmogli bomo skupaj. Okay? Hvala lepa.